Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Mir z vami in s tvojim duhom. Spoštovani gospod Viktor Marko, ravnatelj domače krščaniške skupnosti, gospod Blaž, tukajšnji dekan, narodniški župnik, gospod Mirko, dragi nečakinje, sorodniki vašega strica Staneta. Za mene osebno je umrl človek, za katerega sem jaz mislil, da ne bo nikdar umrl. Gospod Stane, duhovnik, salezjanec, naš sobrat, vzgojitelj, profesor mnogih generacij salezjancev, duhovnikov, sobratov laikov in pa mnogih mladih. 5 družbenih sistemov je preživel ta naš sobrat. Morostar, trdoživ, klen, vesel, ponosen, pa vendar tako zelo sinovski v odnosu do Marije Pomočnice in pa ljubeč in dan svetemu Janezu Bosku. Vsi, ki smo bili v njegovi šoli, tako vi sorodniki, kot tudi mi salezjanci, smo lahko občutili njegovo veliko skromnost in delovnost. Lahko bi rekli, da tako kot je živel, je tudi umrl. Živel je resnično po evangeljskih svetih, čistosti oboštva in poboščine in tudi tega nas je učil. Ne toliko z besedami, kakor z življenjem, posvečenim Gospodu in pa z delom. In umrl je v času hude krize, ki jo vsi predstavljamo in doživljamo kot stisko. Glejte, ima prav zato tudi skromen pogreb. Nekaj sobratov, pa nekaj sorodnikov, niti pranečaki se niso mogli danes brati ob njem in se mu zahvaliti ter zanj moliti. In prav zaradi tega toliko bolj doživljamo veličino človeka, ki je tudi v svoji smrti doživel, kot pravi sveti Janez Bosko, zmagoslavje ob Don Boskovi mizi in skupaj s njim salezjansko družino. Dragi stric Stane, dragi sobrat, hvala za vse, kar ste bili in kar ste nam dali. In prav iz te naše hvaležnosti naj se tudi ta sveta daritev za vas v vašem slovesu z tega sveta in prehodu v očetovo hišo pred Bogom sliši kot naša prošnja za blaženo, blagodejno vašo večnost. Obžalujmo vse grehe, slabosti, naj nam Bog odpusti, tudi mi odpustimo Gospodu Stanetu, če mogoče imamo še kako sled zamere do njega, on nam je že odpustil, da bo tako ta daritev res čista in Bogu prijetna. Vsemogočnemu Bogu, ki vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega odpustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame v hramu večnega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas prevedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Usmiljeni Bog, rajnega brata, salezjanca, duhovnika Stane, da si poklical, naj vse zapusti in hodi za Kristusom, po poti popolne ljubezni do tebe in bližnjega. Sprejmi ga v svoje kraljestvo, naj v družbi svojih redovnih bratov in sester
se veseli večne blaženosti v našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom. Bratje in sestre, če ste ostali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus, ki sedi na Božji desnici. Mislite na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na zemlji. Umrli ste namreč in vaše življenje je skrito s Kristusom v Bogu. Ko se bo prikazal Kristus, vaše življenje, tedaj se boste tudi vi prikazali z njim v slavi. Božja beseda. Bogu hvala. Moj Bog, mojo dušo žeja po tebi. Moj Bog, mojo dušo žeja po tebi. O Bog, moj Bog, željno te iščem, mojo dušo žeja po tebi, moje telo koprni po tebi, kakor suha in izčrpana zemlja po vodi. Moj Bog, mojo dušo žeja po tebi. Vate sem se zamaknil v svetišču, da bi vzel tvojo moč in tvojo slavo. Tvoja dobrota je boljša kakor življenje, moje ustnice te smejo slaviti. Moj Bog, moja dušo žeja po tebi. Zato te bom slavil v svojem življenju, v tvojem imenu bom dvignil svoje roke. Kakor z najboljšimi jedili se bom nasičevala moja duša, veselju te bodo hvalila moja usta. Moj Bog, moja dušo žeja po tebi. Aleluja. Sin človekov je prišel, da bi streljal in dal svoje življenje odkupnino za mnoge. Aleluja. Gospod z vami, In z tvojim duhom. Svetega Evangelija po Marku. Slava tebi, Gospod. Tisti čas se je Jezus prikazal enajsterici in jim rekel: Pojdite po vsem svetu in zanujte Evangeliju vsemu stvarstvu. Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan. Kdor pa ne bo veroval, bo pogubljen. Tiste, ki bodo verovali, pa bodo spremljala ta znamenja. V mojem imenu bodo izganjali hude duhove, govorili nove jezike, kače dvigale stav in če kaj strupenega izpijejo, jim ne bo škodovalo. Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdravili. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Spoštovani gospod škof Peter, hvala za bližino, tudi ob tem, ko se poslavljamo od naših sobratov. Spoštovani sobratje, dragi sorodniki, na dan spreobrnitve apostola Pavla se poslavljamo od našega pokojnega salezijanca, duhovnika profesorja Staneta Ogorna. Evangelij nas nagovarja in hkrati kaže na svojo uresničitev in izpolnitev v njegovem življenju. Spremljala vas bodo ta znamenja. V mojem imenu bodo izganjali hude duhove, govorili nove jezike, kače dvigali stav.
ne bo jim škodovalo. Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdravili. K tej Božji besedi, ki osebno vidim, kako se je lepo uresničila v življenju našega sobrata Staneta, pa bi rad dodal še nekaj vrstic iz Marijine hvalnice, ker se mi zdi, da brez tega težko razumemo njegovo posvetitev in njegovo življenje. Marija je namreč rekla: moja duša poveličuje Gospoda. Moj duh se raduje v Bogu, mojemu odrešeniku. Moč je pokazal svojo roko, mogočne je vrgel s prestolu, lačne napolnil z dobrotami. Zavzel se je za svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja. Vse te besede, ta Marijin fiat, se tako lepo dopolnjuje v življenju pokojnega sobrata. Rajni sobrat Stane je na božični večer praznoval 98 let. Bil je ponosen, da je njegov oščen Jezušček, ki ga je nekoč dobil za dar v Mostar, lepo krasil mizo sobratske skupnosti. Prav to zadnje leto. Deloval je vedro, krepko, pogumno in si postavljal za cilj, da zagotovo dočaka več kot 100 let. V dokaz svoje kondicije je naredil še nekaj predklonov in počepov. Toda nevidni in skriti sovražnik telesa virus je stopil v njegovo telo in ga ošibil do te mere, da se šibko telo ni moglo več braniti in Gospod Okoren je končal tek življenja in prestopil prah večnosti. Zaspal je mirno, če rečemo, lepo smrti doživel. V krogu sobratov, ki so ga spremljali na tej zadnji poti in zanj molili, da bi čim prej zazrl obraz usmiljenega nebeškega očeta. Svojo poklicno zgodbo, zgodbo življenja, je pokojni sobrat Stane zapisal v knjižici V znamenju polarnega sija. Njegov poklic se je rodil pod Marijinem plaščem na Rakovniku. Marijin Magnificat, njena hvalnica, njen fiat, je zaznamoval njegovo poklicno pot. Imel je Marijin pogum, njeno odločnost, ko je izgovarjal svoj fiat Gospodu. Njegovo življenje in salezijanski poklic je varovala Marija. Doživel je uresničitev Marijinih napovedi in sporočil. Marija v Fatimi je 13. junija 1917 napovedala nebesne pojave, ki bodo naznanjali prihod velike vojne vihre. Ko boste videli noč, obsijanost, neznano svetlobo, vedite, da je to veliko znamenje, ki vam ga pošilja Bog. Prvega sija, 25. februarja 1938 nad Ljubljano, ni videl. Videl pa je le drugega, veliko šibkejšega, na Radni v septembru 1939, ko je začenjal novicijat. Bila je to napoved velikih preizkušenj v njegovem življenju, pa hkrati blagoslova in varstva, saj je na Marijino priprošnjo premagoval vse tegove vojne. Dolgo let služil salezijanski družbi, dočakal modrost visokih let in zaspal Gospodu visoki in častitljivi starosti 98 let v ponedeljek 18. januarja 2021. Rad bi se sedaj dotaknil njegove duhovne podobe, pred samim slovesom na koncu maše pa bomo risal še malo njegovo življenjsko pot. Gospod Stane je pokazal navdušenje nad življenjem. Salezijanec in duhovnik je
Stane je letos praznoval diamantno sveto mašo. V njegovem življenju ni bilo duhovne in poklicne grenkobe. Bila je le ena sama zahvala. Navdušenje, volja do življenja in hvaležno smo čutili ob njem v zadnjih letih njegovega življenja. Živel je s tako vnemo, s takim navdušenjem, da smo bili prepričani, da bo dočakal več kot 100 let. Zaznamoval ga je rakovnik in rodno barje ter trdo kmečko delo. Na rakovniku je zaslutil mogočno priprošnjo Marije. Njen plašč ga je varoval celo življenje. Tu je našel poklic, v katerem je bil premočrten. Nikoli ni podvomil, le prešibak se je čutil, da bi lahko dovolj dobro odgovoril na Marijin klic. In to ponižnost je ohranil celo življenje. Njegov lok življenja je zajel največje epohalne spremembe človeštva, ki si jih niti predstavljati ne moremo za časa enega življenja. V mladosti je doživel velik razcvet salezijanskega dela med vojnama tu na Rakovniku, nato pa velik propad vsega. Ječa, komunistični režim, pa zopet vznik salezijanskega dela na Slovenskem vse do osamosvojitve Slovenije, ko je srednja verska šola postala oziroma se preimenovala v gimnazijo Želimlje in sprejela dijakinje in dijake. Doživel je prenovo drugega Vatikanskega koncila, moderno dobo, vse do postmoderne dobe, če rečemo vzpon računalniške in digitalne tehnologije. Ni zaostajal za časi. Bil je profesor, ki ga je napredek močno zanimal. Zato je želel biti seznanjen in uveden tudi s sodobno tehniko. Drugo je predanost v služenju. Koliko služb in hiše zamenjal gospod Stane. Prepotoval je domovino, bival je na različnih krajih. Ljubil je Slovenijo, Rakovnik, Želimlje, toda bil je tudi v tujini, Hrvaška, Avstrija, Nemčija, Kanada. To kaže na njegovo neverjetno predanost in služenje inšpektoriji. Pokorščina mu je bila prvo vodilo in ker jo je z veseljem izpolnil, mu je bila vsaka nova služba za velik izziv. Bil je na razpolago, bil je vedno pripravljen, ni se bal novosti ali zgrabiti in začeti na novo. Ni se oklepal starega. Predstavljajte si, da vi pri 80 letih odidete v tujino, v Hamilton. On je imel sposobnost iti in narediti. Pri 70 se je učil kitaro. Prihajam, da izpolnim tvoje volje, je bilo njegovo geslo. V njem lahko občudujemo veliko sposobnost prilagoditve časom in dogodkom, da bi izpolnil Božjo voljo. Gre za konkretno držo zaupanja v Marijo. To mu je v času bega na Koroško, potem pa v zaporu v Ljubljani pomagalo k preživetju. Ni bil boječnež, ampak premočrten, odločen, ki je se znal postaviti tudi uradnikom in sodnikom po robu. Toda hitro se je znal prilagoditi in znajti v novi situaciji. Ni mu ledoval, ampak se je vrgel v njo. Česa vsega se je lotil, katere službe je upravljal, koliko najrazličnejših predmetov je usvojil in jih poučeval, koliko jezikov je govoril. To je bil on, med sobrati in inšpektoriji, zaradi tega zagotovo poseben in izjemen. Kaj vse je bil in česa vsega se je lotil. Bil je globok duhovnik, župnik, pastoralni delavec. Bil je izjemen profesor, ki so se ga vsi spomnili po njegovih hitrih jezik in glasnih profesorskih učnih urah. Vendar izjemen v znanju, profesorskem čustvu in poučevanju.
Koga vse od nas ni učil? Vsa srednja generacija salezijancev mu je lahko zato hvaležna. Bil je strog, vendar tudi pokosljiv in človeški. Salezijanec obdarjen z mnogimi darovi. Bil je človek velikih sposobnosti, glasbenik, organist, zborovodja, bil je režiser, salezijanski kandidat je učil Gršinčičevega Miklavža, dramske igre, ki jih je režiral za starše in širšo publiko. Dirigiral in vodil je tudi orkester. Bil je krojač, čebelar, vrtnar, sadjar in seveda tudi strasten igralec staroka. Bil je prevajalec, velik kulturnik, poznavalec, živa enciklopedija. To ga je zaznamovalo, zato je bil odličen sogovornik in spoštovan kot duhovnik širokega znanja, razgledanosti in svetovljanja. Predvsem pa je bil salezijanec s srcem in duhovnik. Kot salezijanca ga je krasila zvestoba poklicu. Ljubil je Don Bosca in njegovo delo. Kdo bi mogel reči, da ga ni posnemal gorečnosti njegovi delovnosti za duše? Imel je izreden čut za mladino, za poklice, ko je navduševal po župnijah in misijonih. Poznali smo ga kot profesorja, toda bil je preprost katehet, blizu otrokom in mladim. Gorečnost oznanjevanja ni pustila, da bi počival. Ves čas je bil v pastorali, vse konce tedna je pomagal po župnijah. Želel je posredovati naprej Don Boscovo veselje, to voljo do življenja, in zato je tako rad govoril o svojem poklicu, ker je bil v njem srečen. Naj zaključim v znamenju polarnega sija. Gospod Stane Okoren je živel v znamenju Marijine napovedi, da ga bo varovala. Videl je polarni sij, ki je napovedal prihodne čase. Zato je pogosto ponavljal, vse je uredila Marija. Marija bo pomočnica me je vodila za roko. Na dobri poti smo. Marija je vedno z nami. Je ponavljal skupaj z Don Boscom in zato zmogel prestati vse viharje življenja. Odtot je čutil hvaležnost, odtot je črpal tak pogum in odločnost za prihodnost. Odtot tudi naša hvaležnost Gospodu za dar njegovega življenja. Ne smemo biti žalostni, ampak se radovati. Biti ponosni, da imamo takega sobrata. Sedaj priprošnika, ki nam bo privalil izprosil milosti novih poklicev. Amen. Bratje in sestre, prosimo nebeškega Očeta, ki je svojega Sina budil od mrtvih, za zveličanje živih in mrtvih. Prosimo za rajnega Staneta, ki je nekoč pri Svetem krstu prejel začetek večnega življenja, podelimo večno prebivališče med svetniki. Prosimo te, usliši nas. Prosimo za rajnega Staneta, ki je užival Kristusovo telo, kruh večnega življenja, Gospod, odbudi ga poslednji dan. Prosimo te, usliši nas. Prosimo za naše rajne sorodnike, sobrate in dobrotnike, Gospod, podeli jim za njihov trud večno plačilo. Prosimo te, usliši nas. Prosimo za vse, ki so zastali v upanju na ostajenje,
Gospod dobrotno jih sprejme v ključi svoje slave. Prosimo te, usliši nas. Molimo, nebeški Oče, naj naša molitev koristi pokojnim, očisti vseh grehov in kazni zanje, ter jim daj delež večnega odrešenja v Kristusu našem Gospodu. Amen. Hvala Bog, Gospod vesolja, po Tvoji dobroti smo prejeli ta kruh. Tebi ga prenašamo sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bože, čast in hvala veku manj. Hvala Bog, Gospod vesolja, po Tvoji dobroti smo prejeli to vino. Tebi ga prenašamo sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bože, čast in hvala veku manj. Volite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz svojih rok. Hvala in čast svojemu imenu, blagoraj tudi nam in vsej svojih svetih cerkvi. Gospod naš Bog, sprejmi to daritev za našega rajnega brata, salezjanca duhovnika Staneta. Zopel je v Tvoje usmiljanje, zato mu odpusti greha in ga povabi v družbo svetnikov, ki vekomaj sledijo Tvoje veličanstvo po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Viško srca. In imamo pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi je pravično, primerno in zveličavno, da se te vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog. Zaradi greha moramo umreti, vendar nas Tvoja očetovska dobrota zopet oživlja s Kristusom, ki nas je odrešil svojo zmago nad smrtjo. Zato te združeni z angeli nebesih na zemlji vedno slavimo in Tvojemu veličanstvu nenehno vkličemo. Sveti Gospod Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja Tvoje slave, hozana na višavah, blagosloven, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih in se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, v kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh opremo Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. S popolnjo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se našega sobrata Staneta, ki si ga z tega sveta poklical v sebi. S krstom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ostane odlično življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, sakralnih sobratov, salesijancev, vse, ki so zaspali upanje na vstajenje, in vseh ljudi, ki so volje tvoje milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, Svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoje ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, občestvo Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Amen. Z globoko ljubeznijo in zaupanjem, da govorimo našega nebeškega Očeta v priprošnji za usmiljenje našemu sobratu Stanetu in za dar večnosti v njegovi očetovi hiši. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas od zlega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali grehe, bomo varni pred vsakim nemirom, popolni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje kraljestvo, tvoje oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, ti sprejemaš naše rajne v srečo večnega življenja, ne gleda naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in vodi k popolni edinnosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodu mir, naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Jagnje Božje, Usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemeš grehove sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemeš grehove sveta, podaj nam mir. Glejte Jezusa, jagnje Božje, on odjemne grehe sveta. Gospod, nisem vedel, da prideš meni, ampak resli besedo in obžalujem na moje duše. Kdor bo z ljubezni užival ta kruh, tudi ko bo umrl, bo živel vekomaj.
Kristus avotalo. Dobri Oče, nahranil si nas z nebeškim kruhom. Polni zaupanja te prosimo za našega rajnega brata, salezjanca duhovnika Staneta, reši ga vseh grehov in ga sprejmi v večno svobodo Božjih otrok. Zaradi trpljenja tvojega Sina, ki s teboj živi in kraljuje vekovaj. Amen. Spoštovani, sedaj, ko se bomo dokončno poslovili od telesa našega pokojnega sobrata smrtnih ostankov, bi se rad dotaknil še njegove življenjske poti, njegove življenjske zgodbe. Življenjska pot salezjanca, duhovnika in profesorja Staneta Oporna se začne v letu, ko je bila ustanovljena Jugoslovanska inšpektorija v Ljubljani, 1922. Rodil se je torej tega leta na dan Božiček. Očetu Antonu in materi Marjeti se je rodil 10. otrok Stane. Toda le nekaj minut za njimi je prerokal na svet še njegov dvojček. Krstili so ga na god svetega Štefana v Trnovu, župnija Trnovo. Osnovno šolo je obiskoval na Barju. Tudi v župniji Trnovo je prejel zakrament svete Birme. Na praznik Marije Pomočnice leta 1931. Čeprav v župniji Trnovo pa je bil kuhan in pečen na Rakovniku. Odtod je hranil otroške spomine na blagoslov zvonov, orgel, na salezjanske misionarje in na njihove navdušene pridige. V tem času prvega razcveta salezjanskega dela na Rakovniku je obiskoval gimnazijo na Poljanah, pa potem še prvo moško realno gimnazijo do 5. razreda. Največjo spodbudo za salezjanski poklic je dobil pri tovariših iz rakovniškega oratorija, med katerim sta bila tudi Stane Krhne in Mirko Žerjav. In skupaj z njim bosta počivala v istem grobu. Bil je torej navdušen nad tem lepim zgledom Žerjava in drugih salezjancev in zato zaprosi za vstop v salezjanski novicijat na Radni. To je pomenilo slovo do otroških let,
saj se je 18. junija 1939 prvikrat poslovil od doma in začel novo pot salezijanskega poklica. Noviciat se je začel 19. junija 1939, prve zaobljube pa je napravil 3. avgusta 1940 na Radni. Iz Radne so mladi salezijanci bežali pred Nemci na Rakovnik. Takrat se je namreč že začela vojna. Da bi končali 6. razred in se od tam nato preselili na Lisičje nad Škofljico. Ker pa so jih na Lisičjem ogrožali partizani s svojim vdorom v zavod in z grožnjo po mobilizaciji, so se vrnili zopet nazaj na Rakovnik, kjer so v letu 1943 dokončali šolo in tam je tudi Stane maturiral na prvi moški realni gimnaziji v Ljubljani pod kraljevino Italijo. Po maturi je ekonom mlade salezijance poslal na grad Boštanj pri Grosupljem, kjer naj bi z delovno akcijo pridelali hrano za Rakovnik, toda kar se je poznaje izkazalo za veliko napako. Njegov položaj se je namreč kmalu resno zapletel. Njihov položaj se je kmalu resno zapletel. Italijani so se takrat umaknili iz ljubljanske pokrajine, partizani pa so začeli napadati vaške straže, ob boku katerih so se želeli ti salezijanski kleriki počasi vrniti v Ljubljano. Pri umikanju so se zatekli na grad Torjak, kjer so bile zbrane tudi druge vaške straže, preko 700. Toda 19. septembra so doživeli napad s topovi. Morali so se predati in padli so v partizansko ujetništvo. Po dvomesečni ječi je bilo večino vojakov pobitih. Staneta je varovala Marija, da je ostal živ, saj je bil dodeljen v delovno brigado, ki pa so jo kmalu zajeli Nemci po zasedbi celotne Dolenjske. Odpeljali so jih v Ljubljano, no in od tam se je on hitro znašel in zmuznil in spet našel dom nazaj na Rakovnik. Inšpektor ga je takoj želel poslati na grad Škrljevo, vendar so bile vse vezi takrat pretrgani. Zato je februarja 1944 odšel za asistenta v Gorico, italijansko Gorico, kjer je skrbel za vzgojo slovenskih dijakov in tudi zaradi morebitnega zavezniškega izkrcanja v Trstu. Ker do tega potem ni prišlo, se je želel vrniti nazaj v Ljubljano, kar pa mu je 2 meseca preprečevalo imeti trebušne mrene. In potem se je iz tega razvila pljučnica. Ob vrnitvi v Ljubljano počasi je potem bil hospitaliziran, se pravi šel v bolnišnico. Ta občutljivost na prehlad, to moramo omeniti, se je v življenju gospoda Staneta vedno poznala. In zaradi tega je ta detalj tudi pomemben. No, bližal se je konec vojne, Nemci so se umikali, partizani so se bližali Ljubljani, veliko groženj, zastraševanj. In takrat pride tista odločitev, kam sedaj. V tej negotovosti in grožnji, po maščevanju komunističnem je z nahrbtnikom na rami, se Stane hitro odločil in ga mahnil proti Karavangram. Vendar najprej se je ustavil na Brezjah in prosil Marijo, naj ga živega pripelje nazaj domov. Tam so ga vojaki preoblekli v vojaško obleko. Šel je s kolono vojakov na Vetrinsko polje, kjer so čakali, da se vrnejo, potem, ko bodo zavezniki zavzeli Slovenijo.
Vsaj tako so upali, prišel pa je dan, ko naj bi jih Angleži pošiljali proti Trstu, vendar so v Škofji Loki dokončno spoznali prevaro, ko so jih partizani napodili z vagona, jih med potjo pretepali in strpali v uršulinski samostan. Sodili so mu in ga poslali potem v Kamnik, pa nazaj v Kranj, dokler ni bil junija 1945 poslan v zapor na Miklošičevi cesti. Za tolažbo mu je takrat ostal le en bogi rožljenec, ki mu je dal ogromno tolažbe, še posebej, ko je preživljal čas tudi v samici. To, da Božja previdnost ne pozna meja, tam je v zaporniških delavnicah srečal Janka Božiča, krojača v obrtnih delavnicah na Rakovniku, ki mu je potem na to pomagal in ga naučil šivati hlače, suknjiče, telovnike. Namreč gospod Stane se je hitro ponudil, da bo krojač. In na ta način se je rešil. Maja 1946 je bil obsojen na 8 let, vendar po prizivu, z veliko pomočjo domačih in pričevanju nekaterih bivših vojencev z Rakovnika, je bil potem na praznik Svete Terezije Dietrika Jezusa, torej v oktobru, oproščen vsake krivde. Velik Božji poseg. 6. dan torej zapusti zapor, šel je za nekaj dni domov, potem pa nadaljeval s teologijo. V letu 1947 so komunistične oblasti zaprle Rakovnik, zato je 3 leta bival v ljubljanskem semenišču in od tam obiskoval teološko fakulteto. Študije filozofije so mu priznali že iz časov gimnazije, zato nadaljuje s 3. letnikom teologije in takrat doseže državno diplomo, kajti teološka fakulteta še vedno bila vključena v Univerzo v Ljubljani. Večne zaobljube je potem napravil na Rakovniku na praznik svetega Petra in Pavla. Vmes v marcu bil posvečen diakona in leto pozneje na isti praznik posvečen umašnika po rokah kneza škofa Antona Volka. Novo mašo je bil na Rakovniku 2. julija, ponovitev pa v krstni župniji na Trnovu. Že naslednji dan ga je Avguštin Jakob poslal za kaplana na Kodeljevo. Tam je bil poleg službe mašnika vodil tudi pevski zbor. Njegovo pastoralno delo je prekinil v poklic v vojsko za 10 mesecev. Po odsluženi vojaščini je nastopil službo župnika v Tomišlju, kjer je nadomestil dotedanjega Avguština Jakoba, ki je bil imenovan za inšpektorja. Dokončal je gradnjo župnišča, pa se lotil tudi drugih obnov. 7 let je bil župnik, poleg tega pa ga je inšpektor takrat usmeril potem tudi v študij, da bi končal profesuro. Takrat je inšpektorija vedno bolj potrebovala tudi profesorje za vzgojo svojih kandidatov. Zato se je upisal na francoski in italijanski jezik s književnostjo. Študije je opravljal od 59. do 62. ko je diplomiral na oddelku za romanske jezike in književnosti. Še preden je zaključil francoščino, je bil poslan na Reko, kjer so salezijanci vzpostavili takrat gimnazijo. Bil je imenovan za profesorja italijanščine, zemljepisa in zgodovine umetnosti. Poleg tega je bil pa še ekonom. Potem v letih 46 ko so šli aspiranti iz Križevac na Reko, 64 so šli na Reko in klerik v Križevci je šel tudi profesor Okoren z njimi. Od tam pa se je pomaknil nazaj
v Želimlje, v Slovenijo. Nastanili so se najprej v župnišču, potem so poleg zgradili tako imenovani klerikat, majcnova dvorana sedaj, in potem tudi novo poslopje srednje verske šole in postal je prvi ravnatelj in dolgoletni ravnatelj srednje verske šole v Želimlju. Tako naprej se nadaljuje njegova zgodba. Po 10 letih, ko je bil tudi župnik, se je tej službi odpovedal, kajti ni šlo več z usklajevanjem. Ob koncih je hodil na Dobrno, pa v Šentrupert, pa tudi drugam. Vzgajal je dolge vrste generacij in ob začetku slovenske pomladi, ko je nastala gimnazija v Želimlje in so vajeti prevzeli mlajši sobratje, se je moral posloviti in oditi na Rakovnik za inšpektorialnega tajnika. Potem od tam je hodil na Koroško, v župnijo na Bače, v Rožu, in nato je bil imenovan tudi tukaj za ravnatelja v katehetskem centru na Rudniku. Njegovo delo pa je predvsem bilo povezano z Rožo do Salve in tudi aktivno pastoralno delo. Za kratek čas je bil tudi v Hamiltonu v Kanadi. Potem pa je šel za ravnatelja na Trstenik. Vse skozi je bil gospod Okorn pomagal po različnih krajih in bil neumoren prevajalec iz francoščine v slovenščino ali tudi iz italijanščine. Veliko besedil v službi inšpektorije prevedel. Bil je prevajalec, postal je prava legenda Trstenika. Vedno je bil na vratih, se za vse zanimal. Iz tega nas je bogatil in zapustil za seboj veliko dediščino. Ko je praznoval 70 let duhovništva in 80 let za obljub, smo rekli, res so to neverjetna leta, ki jih je dosadnega živel polno in z največjim veseljem. Rad je živel svoj poklic, v katerem ni poznal grenkobe. Naj zaključim, zato je svoje življenje izpolnil z vzklikom. Kaj naj povrnem Gospodu za vse dobro, kar mi je storil? Kelih zveličanja bom vzel in klical Gospodovo ime. Zahvala še enkrat gospodu Škofu za vodenje tega pogreba. Hvala tudi Blažu na trsteniški skupnosti, ki so zadnja leta, prej je Okorn bil še aktivni del, potem pa zadnja leta še posebej skrbeli tudi za, kar je potreboval, da je doživel tako kvalitetno in lepo starost. Torej, hvala tudi vsem vam, ki ste ga spremljali. Naj nam prav ta sloves od njega pomaga, da bomo zajemali tudi mi z njegovega zgleda, predvsem pa naj tudi on prosi za nas pri Gospodu in nam nas prosi veliko bogatih milosti. Bog naš Oče, Tvoj služabnik, salzjanec duhovnik Stane, se je z veseljem odzval Tvojemu povabilu in žarom krepostnega redovnega življenja pričeval za Kristusa. Zahvaljujemo se Ti za vse milosti in darove, s katerim si ga obdaril in Ti vzklikamo, hvala Ti, Gospod. Hvala Ti, Gospod. Za njegovo redovnoško življenje, s katerim je služil Kristusu in cerkvi. Hvala Ti, Gospod. Za milost, s katero je pogumno izpovedoval evangelske svete, oboštva, čistosti in pokorščine in nam bil zgled Kristusovega učenca. Hvala Ti, Gospod.
za njegovo bratsko ljubezen, s katero si je prizadeval za mir in v skupnosti in nas bogatil. Hvala ti, Gospod. Za vse njegove molitve in trpljenje, ki ga je daroval za nove duhovne poklice. Hvala ti, Gospod. Z vodo in svetim duhom si bil krščen, Gospod te je poklical v redovno življenje, da bi izpolnjeval evangeljske svete, naj te pridruži občestvu svetih. Tvoje telo je bilo svetišče Boga, Božje svetišče, naj ti Gospod podeli večno veselje. Pridite na pomoč, svetniki Božji, pridite naproti angeli Gospodovi, spremite njegovo dušo, nesite jo pred obličje najvišjega, naj te sprejme Kristus, ki te je poklical, in naroči Abrahamova naj te spremijo angeli. Spremite njegovo dušo, nesite jo pred obličje najvišjega. Gospod, daj mu večni pokoj in večno daj mu sveti, nesite jo pred obličje najvišjega. Predobri Oče, priporočamo ti rajnega salezjanca duhovnika Staneta v trdnem upanju, da bo z vsemi, ki so v Kristusu umrli, vstal poslednji dan. Zahvaljujemo se ti za vse darove, s katerimi si ga v tem življenju obdaril, bili so nam znamenje tvoje dobrote, občestva svetih v Kristusu. Milostno usliši naše prošnje in mu odpri rajska vrata, nas pa tolaži z upanjem vere po Kristusu našem Gospodu. Amen. Nebesa naj te sprejmijo angeli, a v tvojem prihodu naj te sprejmijo mučenci in prevedejo naj te v sveto mesto Jeruzalem. Vemo, da na zemlji nimamo stalnega bivališča, zato se naj pokojnega brata salezjanca Staneta pospremimo v grobu v upanju, da bo deležen Jezusovega ustajenja.
Blagoslovljen bodi ta grob, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Telo našega brata, duhovnika, Salzijanca Staneta izročamo zemlji v trdnem upanju, da ga bo Kristus, ki je prvi vstal od mrtvih, preustvaril, da bo podobno njegovemu poveličenemu telesu. Vzemi zemlje, kar je tvojega, Kristus naj sprejme, kar je njegovega, telo je iz zemlje, duh pa je od zgoraj vdihnen. Z nebeško roso naj rosi tvojo dušo, Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Z nebeško vonjavo naj okrepča tvojo dušo, Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Križu našega Gospoda Jezusa Kristusa je vstajenje in življenje, v njem naj ti zasije luč večnega življenja. Dragi bratje in sestre, priporočimo Salzijanca duhovnika Staneta Gospodu Jezusu Kristusu, ki je začetnik novega življenja, in ga prosimo. Gospod Jezus, mrtve si obojel k življenju, podeli večno življenje našemu bratu Stanetu. Prosimo, da usliši nas. Očistil si našega brata v svetem krstu in ga ukrepil svetim mazilenjem, pridružila svojim svetnikom in izvoljenim. Prosimo, da usliši nas. Hrani si našega brata sveto večerje svojega telesa in krvi, sprejmi ga k mizi svojega kraljestva. Prosimo, da usliši nas. Poklical si ga za služabnika evangelija in svetih skrivnosti, sprejmi ga v družbo angelov in svetnikov. Prosimo, da usliši nas. Potolaži nas, ki žalujemo za svojim bratom, s tolažbom vere in z upanjem na večno življenje. Prosimo, da usliši nas. Gospod, jokal si v grobu svojega prijatelja Lazarja, obriši tudi naše solze. Prosimo, da usliši nas. Molimo, bratje in sestre, za rajnega sobrata, Salzijanca duhovnika, strica, Staneta, pa za vse, ki počivajo na tem pokopališču, in za vse rajne Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Usmiljeni Bog, rajnega brata Staneta si poklical, naj vse zapusti in hodi za Kristusom po poti popolne ljubezni do tebe in bližnjega. Sprejmi ga v svoje kraljestvo, naj se v družbi svojih redovnih bratov
in sester veseli večne blaženosti po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Hvaljen moj Gospod naši sestri smrti, ki ji nihče v življenju ne uide, blagornim, ki počivajo v tvoji najsvetejši volji, zakaj druga smrt jim ne bo mogla storiti nič žalega. Gospod, daj mu večni pokoj, naj počiva v miru, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.